Najprej k besedi vabim vodjo poslanske skupine Nove Slovenije v Državnem zboru, gospoda Jožefa Horvata. Hvala lepa, spoštovano predsedstvo, za to priložnost. Spoštovani predsednik Nove Slovenije krščanskih demokratov, dragi kolega Matej, spoštovana poslanka v Evropskem parlamentu, draga kolegica Ljudmila, spoštovani naši župani, dragi moji kolegici in kolegi poslanci, dragi politični sopotniki in sodelavci, spoštovani odlični gostje in predstavniki medijskih hiš, dragi rojaki in prijatelji, vse vas prav prisrčno pozdravljam. Preko vas pozdravljam vse člane in simpatizerje Nove Slovenije, vse Slovenke in Slovence, državljanke in državljane. V mojih mislih so ta trenutek tudi vsi Slovenci v zamejstvu in po svetu. Ta naš kongres Nove Slovenije krščanskih demokratov, je umeščen v pomenljivi vsebinski in časovni okvir, ki ga določajo 30-letnica padca Berlinskega zidu, 30 let krščanske demokracije, 30 let ustavnih amandmajev, ustave takratne še socialistične republike Slovenije, ki so odprli možnost osamosvojitve Slovenije in tlakovali pot tržni ekonomiji. Ne pozabimo, gospe in gospodje, natančno leto dni po padcu Berlinskega zidu, torej pred 29 leti, je Demosov poslanski klub v Poljčah sprejel odločitev, da gremo na plebiscit, na katerem si bo slovenski narod sodbo pisal sam. V ta časovni okvir postavljam tudi 15 let članstva naše države v Evropski uniji in NATO, 100-letnico ustanovitve Univerze v Ljubljani in 100-letnico enega največjih čudežev v zgodovini slovenskega naroda, združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Zakaj se mi zdi pomemben ta časovni okvir? Zato, ker se pri iskanju odgovorov na izzive našega časa, in teh je veliko, moramo zazreti v narodov spomin, saj bomo tam našli svoj ponos in navdih za prihodnost. Veliko vas je, dragi prijatelji krščanski demokrati, ki ste ustvarjali vsaj kakšnega od prelomnih dogodkov naše zgodovine. Bili smo zraven. Hvala vam za vaš pogum, ki je dokončno ustvaril samostojno Slovenijo. Danes bodimo ponosni, ker smo pred 30 leti tvegali. Takrat, po 45 letih nesvobode in enoumja, ni bilo samoumevno biti krščanski demokrat. Kako je danes biti krščanski demokrat, bodo sodili tisti, ki bodo čez 30 let še živeli. Po 10 letih se Nova Slovenija s programskim kongresom vrača v Maribor. V našem temeljnem programu želimo spremeniti, kar nas morda omejuje. Želimo dodati odgovore na izzive prihodnosti in želimo ohraniti tisto, kar nas dela močne. Ohraniti želimo naš temelj. Ves čas obstoja Nove Slovenije in tako tudi danes, v njenem 20. letu, se potrjujejo besede njenega prvega predsednika, dr. Andreja Bajuka. Nova Slovenija je mogoča. Trdna bo toliko, koliko bo trden njen temelj, so njegove besede. In temelj Nove Slovenije je trden, gospe in gospodje. Zapisan je v temeljnem programu, ki ga bo danes sprejel Kongres Nove Slovenije. Temelji na v več kot 2000 let preizkušenih krščanskih vrednotah, ki jih še nikoli nihče ni uvrgel in jih nikoli nihče, dokler bo človeška civilizacija na tem planetu, ne bo uvrgel. Naše delovanje temelji na krščanskem pogledu na človeka in na njegovem nedotakljivem dostojanstvu, na svobodi, na pravičnosti in varnosti. Smo blizu ljudem. Naš temeljni program je za vse ljudi. Pred natančno 5 leti sem na kongresu Nove Slovenije na vrhniki očitke, da se pomikamo v levo, zavrnil z besedami: mi nismo ne levi,
ne desni, mi smo krščanski demokrati. Moje prepričanje se do danes ni spremenilo. Drugače rečeno, v političnem spektru je Nova Slovenija krščansko-demokratska sredina, ki je blizu ljudem. Nikamor se ne premikamo. Mi smo sredina od ustanovitve. Nič drugega in nič drugače, kot na primer CDU in CSU v Nemčiji ali naše druge sestrske stranke znotraj Evropske ljudske stranke. Die CDU ist die Volkspartei der Mitte, piše v Grundsatzprogramu CDU. Pa bo kdo rekel, ja, v sredini jih je veliko, na primer SMC, Stranka modernega centra. Seveda, toda Nova Slovenija je edina krščansko-demokratska sredina. Politični spekter namreč ni enodimenzionalen, je večdimenzionalen. Ker naše delovanje temelji na krščanskem pogledu na človeka in ker je človek ustvarjen tako, da ima obe roki enako dolgi, se krščanski demokrat mora postaviti na sredino, da enakovredno objame soljudi z desno roko in z levo roko. Če bi se postavil preveč na desno, bi bila leva roka prekratka, da bi objel ljudi z levega političnega prepričanja, ki nas morda najbolj potrebujejo. Poslanska skupina Nove Slovenije je srce naše stranke. Poslanska skupina Nove Slovenije je motor krščanske demokracije v Sloveniji. Zelo sem ponosen na moji kolegici in kolege in hvaležen njim in našim izjemno kompetentnim strokovnim sodelavcem, da funkcioniramo kot družina, da smo prijatelji. V državnem zboru smo glede na povprečno starost najmlajša poslanska skupina. Imamo tudi najmlajšo poslanko. Predvsem pa smo prepoznavni kot stranka povezovanja. Mi nismo proti vsemu in proti vsakemu. Politične konkurente spoštujemo. Prizadevamo si, da bi samostojna Slovenija čim prej postala tudi svobodna Slovenija. Šele takrat, dragi prijatelji, šele takrat se bo resnično zgodila prihodnost. Svoboda ni sama sebi namen, kot jo poudarja večji del liberalizma. Namen svobode je, da omogoči moralnost. Svoboda doseže svoj cilj s tem, ko se človek svobodno odloča, kar je dobro, kar je res in kar je prav. Mi smo pripravljeni, gospe in gospodje, mi smo pripravljeni in smo kompetentni, da postanemo del naslednje vlade ali jo celo vodimo. Upam, da čim prej, kar bi bilo dobro za Slovenijo. Naša povezovalnost, za katero smo kot poslanci krščansko-demokratske sredine poklicani, in naša stalna prizadevanja za visok nivo kulture parlamentarnega diskurza so samo v minulem tednu obrodila kar nekaj sadov. Jih naštejem. Na nujni seji odbora za finance in odbora za infrastrukturo, okolje in prostor smo dosegli, da bo odslej član projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin tudi predstavnik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, torej kmetov. Dejstvo je, da bi zaradi novega načina množičnega vrednotanja nepremičnin in posledično davka mnogi kmetje propadli. Na petkovi maratonski seji odbora za finance je bil sprejet naš amandma, ki občinam prinaša za leto 2020 dodatnih več kot 136 milijonov evrov. Korektno povem, da je tudi SDS vložila vsebinsko enak amandma.
Končno glasovanje bo seveda na seji Državnega zbora. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je prepoznalo vrednost pobude Nove Slovenije o uvedbi predmetov računalništva in informatike v osnovne in srednje šole. Na pobudo Nove Slovenije se je v okviru odbora za zdravje ustanovil pododbor za spremljanje rakavih obolenj v Sloveniji. Na pobudo Nove Slovenije bo vlada pripravila 4-letni program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja za obdobje 2020 do 2023. Podrobno poročilo o delu poslanske skupine imate v gradivu. Poslanci Nove Slovenije smo hvaležni vsem, ki ste sodelovali pri prenovi našega temeljnega programa. Temeljni program za nas pomeni politično optiko, skozi katero gledamo na izzive sedanjega, predvsem pa prihodnjih časov in iščemo politične odgovore v skladu z našo identiteto, našimi načeli in vrednotami. Temeljni program Nove Slovenije ne služi za napovedovanje prihodnosti, ampak za pripravo na prihodnost. Nenazadnje tudi zato, ker ima znanje o prihodnosti pomembne prednosti. Tisti, ki predvidevajo prihodnost, so pripravljeni, imajo krajši reakcijski čas in s tem boljše možnosti za spopadanje s predvidljivimi izzivi. To velja za skoraj vse zahtevne poklice, zagotovo pa za politike, ki morajo razmišljati o prihodnjih nalogah. Ta čas se na mnogih področjih odpira novo poglavje zaradi tehnološkega in družbenega razvoja ter repozicioniranja svetovnih centrov ekonomske in politične moči. Mnogi se soočajo z našo prihodnostjo, skrbmi ali celo strahovi. Možnosti za pozitiven razvoj je veliko. Naslednje poglavje bo moralo biti uspešno tudi za Slovenijo. Dovolj je stagnacije, dovolj je političnega diletantstva. Ta vlada je nastala izključno zato, da bi preprečili nastanek neke druge. Čas je, da se Slovenija dvigne z dna lastne specifične teže v institucijah Evropske unije in v širši mednarodni skupnosti. Čas je, da slovenski zunanji politiki povrnemo kredibilnost, vsaj na nivo, ki ga je imela Slovenija v času predsedovanja Svetu Evropske unije leta 2008. Čas je, da se bo v Sloveniji končno splačalo delati, sicer bodo možgani in najboljši potenciali naše države še naprej zapuščali državo. Čas je, da država preneha jemati kisik najbolj propulzivnim gospodarskim subjektom in posameznikom. Čas je, da se državni aparat tudi s pomočjo informatizacije procesov racionalizira in začne končno delovati učinkovito in spodbojevalno, ne pa zaviralno. Čas je, da ustvarimo slovenski družini prijazno državo. Čas je, da se država in politika umakneta iz gospodarstva in korporativno upravljanje prepustita kompetentnim. In skrajni čas je, gospe in gospodje, da ostarelim zagotovimo človeka vredno življenje in ustavimo umiranje bolnikov v čakalnih vrstah. Dragi prijatelji, naš prenovljeni politični program je dokaz, da krščanska demokracija ni politični model, ki se je ustavil. Prenovljeni temeljni program Nove Slovenije je dokaz, da je krščanska demokracija politični model za prihodnost Slovenije. Veseli nas, da naš volilni potencial raste. Ljudje so naš največji potencial in naš največji kapital. Le znati jih moramo nagovoriti in pridobiti za delo za skupno dobro. To od nas terja veliko vztrajnosti in poguma ter samozavesti. Napačno je prepričanje, da sta si konzervativnost in progresivnost nasprotni. Velja obratno, konzervativnost in progresivnost sta dve strani istega kovanca. Zavzeto za krščansko podobo človeka in sledenje ideji in ne ideologiji nas dela svobodnejše in bolj odprte za nove stvari. In to moramo uporabiti.
To nam daje moč. To nam daje moč, da bomo v Sloveniji zavračali malodušje in cinizem, ki zastrupljata našo vsakdanjost. To nam daje moč, da bomo v Sloveniji odpravili brezpravje, ki jemlje voljo do poštenega dela in tako ustvarili družbo, kjer bosta enakost pred zakonom in pravičnost najvišji merili. To nam daje moč, da bomo v Sloveniji rekli ne monopolom in zaprtosti, ki duši ustvarjalnost in na prestol postavlja povprečnost. To nam daje moč, da bomo v Sloveniji prenehali z razdvojenostjo, ki nam zapira oči in zavest o skupni prihodnosti in se usmerili k resnični, iskreni spravi v složnem sožitju vseh narodovih potencialov. Recimo danes s Prešernom, vsak pri sebi in vsi skupaj, edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo. Dragi prijatelji, dragi sodelavci, vsakdo med nami gotovo ima varen in topel dom, kjer se v objemu najdražjih počuti varnega, srečnega in ljubljenega. Tako tudi jaz, hvala Bogu. Toda moj politični dom ostaja tudi v prihodnje Nova Slovenija, krščanski demokrati. Hvala vam, da lahko skupaj z vami gradim in vzdržujem ta naš skupni politični dom. Bog blagoslovi predrago Slovenijo.